Spoštovani člani Komisije za državno ureditev, spoštovani vabljeni, lepo pozdravljeni na današnji seji. Ugotavljam, da smo sklepčni za današnjo sejo, se upravičil Branimir Štrukelj. Torej, pričenjamo z 4. izredno sejo Komisije za državno ureditev, ki je bila sklicana na podlagi 22. člena Poslovnika Državnega sveta. V četrtek, 6. aprila 2023, ste po elektronski pošti prejeli vabilo s predlogom dnevnega reda, in sicer prva točka, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o informacijski varnosti, nujni postopek. Druga točka, obravnava osnutka besedila zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, ter tretja točka, potrditev zapisnika druge in tretje redne ter druge izredne seje komisije, ter četrta točka, pobude in vprašanje. V zvezi z predlogom dnevnega reda, kdo želel razpravljati, na nizu pa smo dobili, besedi se prijavlja državni svetnik Branimir Štrukelj. Brani, izvoli. Lahko, samo se vklopi. Hvala. Lepo pozdravljeni, spoštovane kolegice in kolegi. Torej, jaz predlagam umik zakona o zavodih, ker ni podlage za to, da bi zakona o To imamo obravnava osnutka besedila zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Sistema plač v javnem sektorju sem pomešal, zdaj, ker sem bil na eni. Zato, ker je zakon pravzaprav še nima nobene formalne podlage, gre za izhodišče zakona za osnutek, ki ni bil na vladi še sprejet, in kot razumem državni svet, delovanje državnega sveta, do zdaj smo mi vedno obravnavali zakone, ki so bili sprejeti na vladi, to se pravi, ki so imeli za sabo to proceduro. Ta zakon pa je osnutek, ki je namenjen za usklajevanje socialnih partnerjev in se bo vsak teden spreminjal, ker je v postopku usklajevanja za sindikati javnega sektorja do konca junija, zato ne vidim pravega smisla, da bi mi tu obravnavali besedilo, ki nima nobene formalne, bom rekel, potrditve v tem smislu in je v usklajevanju. Tudi javne razprave ni bilo ničesar. Tako da je po moje ta razprava preuranjena, hkrati pa tudi nesmiselna, ker bo to besedilo dvakrat na teden se usklajujejo socialni partnerji z vlado Republike Slovenije, se bo spreminjalo tako rekoč iz dneva v dan. In potem bo šlo na vlado in potem bo šel konec junija, kot je predvideno, če bomo se uskladili v parlamentarni postopek. Zato predlagam, da tega ne obravnavamo. Hvala lepa. Hvala za obrazložitev. Torej, o predlogu umika ni razprave, se glasuje. Morda samo bi v obrazložitev toliko, zakaj je uvrščeno na našo sejo. Namreč z strani Ministrstva za javno upravo je bilo naslovljen dopis, v katerem je prišlo tudi to, in je tukaj med drugim tudi Urad predsednika Republike, Državni zbor Republike Slovenije, Državni svet Republike Slovenije, je bilo naslovljeno in zato se je znašlo tudi na dnevnem redu. Podpisana pa je gospa Sanja Ajanović-Hovnik. Toliko v obrazložitev, zdaj pa. Dovolj še stavek, samo glede na to, kar si rekel. Hvala lepa. Ja, seveda, zato ker zakon bo obravnaval tudi funkcionarje, a ne, po eni strani so noter, po drugi strani pa državni svet, ki ima zaposlene, in so vse te državne inštitucije dobile to v vednost, ker lahko participirajo pri tem. Ni pa to, vsaj kolikor se jaz spomnim, smo do zdaj vedno imeli na dnevnem redu zakone, ki so bili na vladi sprejeti kot predlogi. To pa ni predlog zakona. Dobro, slišali smo obrazložitev, torej predlagam sklep, o katerem se bo glasovalo, da se druga točka, torej obravnava osnutka besedila zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, kot je tudi bilo obrazloženo in je tudi bilo posredovano na mizo, predlog za umik, da glasujemo o umiku. Kdo je za umik te točke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Torej, ugotavljam, da je predlog zglasovan.
predstavniku Ministrstva za javno upravo se zahvaljujemo za prisotnost oziroma oproščamo, da lep dan še naprej. Torej, ugotavljam, da je sprejet naslednji, zdaj pa glasujemo o novem predlogu dnevnega reda, in sicer prva točka, predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o informacijski varnosti, nujni postopek. Druga točka, potrditev zapisnikov druge, tretje redne in druge izredne seje ter četrta točka, pobude in vprašanja. Prehajamo glasovanje. Kdo je za predlagani dnevni red? Dnevni red ugotavljam, da je potrjen. Hvala. In tako prehajamo na prvo točko dnevnega reda, predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o informacijski varnosti, nujni postopek. Pri tej točki smo prejeli tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Pri tej točki pozdravljam predstavnika Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, in sicer je z nami gospod Kori Golob, pomočnik direktorja urada, in pa Barbara Pernuš-Grošelj. Lepo pozdravljeni. Gospod Golob, prosimo za predstavitev predloga zakona. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani, pred vami je zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o informacijski varnosti. Zakon o informacijski varnosti je krovni zakon, s katerim urejamo v Republiki Sloveniji področje informacijske varnosti. Z spremembami povečujemo zaščito centralnega informacijskega komunikacijskega sistema državne uprave, ki predstavlja neko našo hrbtenico informacijske podpore državnim organom, pa tudi drugim v sistem povezanim subjektom. Zakonom pričakujemo, da bomo zmanjšali tveganja in izpostavljenost navedenega sistema proti kibernetskim grožnjam. Z drugimi manjšimi spremembami pa se povečuje informacijska in kibernetska varnost ter odpornost tako zavezancev kot centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema ter bistveno tudi omogočamo učinkovitejši nadzor ter nad spoštovanjem predpisanih ukrepov. Če pogledamo minimalne skupne zahteve glede informacijske varnosti državnih organov lokalnih skupnosti, javnih agencij in drugih nosilcev javnih pooblastil, ki se povezuje s centralnim informacijsko-komunikacijskim sistemom, sedaj ureja uredbo o informacijski varnosti v državni upravi, ki je bila sprejeta leta 2018. Ta uredba je bila sprejeta na podlagi zakona o državni upravi. Kot veste, je bil zakon o državni upravi noveliran in ta uredba je trenutno v neskladju s sistemskim zakonom o informacijski varnosti. Za izvajanje uredbe doslej ni bila predviden nadzor, niti kazenske določbe, zato je njeno izvajanje praktično ni bilo možno nadzirati. Razen v postopkih notranjih revizij, kar pa je predstavljalo neka velika tveganja in izpostavljenost centralnega sistema kibernetskim grožnjam. Tako predpisujemo z novelo minimalne obveznosti in minimalne tehnične ukrepe in zahteve, ki jih morajo subjekti, ki se povezujejo s centralno informacijskim in komunikacijskim sistemom in hkrati še niso zavezanci oziroma izvajalci bistvenih storitev oziroma organi državne uprave po zakonu o informacijski varnosti, izpolnjevati, če želijo ostati povezani s tem sistemom, ter hkrati omogočiti učinkovit nadzor in sankcioniranje predvidene ureditve. Tako zakon predvideva določitev nove kategorije zavezancev, ki smo jih poimenovali povezani subjekti. Gre za subjekte organov državne uprave, lokalne samouprave, nosilcev javnih pooblastil in drugih subjektov, ki se povezujejo s centralno informacijskim sistemom. Ureja se v zakonu pravna podlaga za izdajo uredbe, ki bo določila minimalne skupne zahteve glede informacijske varnosti pri povezanih subjektih. Poleg tega določimo pa tudi pristojnost za načrtovanje in upravljanje vseh proračunskih virov za informacijsko in kibernetsko varnost v državni upravi, ki prihaja na naš urad. Omogoča se tudi ohranjanje dnevniških zapisov o delovanjih ključnih krmilnih in nadzornih informacijskih sistemov in delov mreže zavezancev za več kot 6 mesecev, ampak le ob pogoju, kadar iz analize obvladovanja tveganj in ocene sprejemljivih ravni tveganj izhaja, da bi bilo tveganje ustrezno obvladovati z daljšo hrambo dnevniških zapisov. Če povzamem, sedaj v zakonu imajo zavezanci določbo, da lahko hranijo do 6 mesecev, sedaj pa omogočamo glede na izkušnje, da imajo dlje, ampak morajo to dokazati. Zelo pomembna zadeva je tudi, da CERT organe državne uprave, to je SIGO v CERT-u, ki deluje
pri našem organu, omogočamo dostop do potrebnih podatkov upravljavca centralnih informacijskih sistemov, ki se nahaja na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, ter tudi ustrezno urejamo za možnost, da CERT organov državne uprave oziroma SIGO CERT odredi ustrezne in nujne sorazmerne ukrepe omenjenemu upravljavcu. Kot sem že omenil, določba se tudi dotika oziroma ureja nadzor, ki ga dopolnjuje za potrebe povezanih subjektov, pa tudi za upravljavca centralno informacijsko-komunikacijskega sistema. Če pa vse sklenemo, menimo, da s predlaganimi spremembami povečujemo zaščito našega centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema državne uprave, ki predstavlja neko hrbtenico informacijske podpore državnih organov. Za dodatna vprašanja sem na voljo. Izvolite. Hvala. Še želite, gospod Grošo, kaj dodati? Ne, v redu, hvala. Torej, slišali smo obrazložitev, odpiram razpravo, se kdo državni svetniku prijavlja k razpravi? Ja, državni svetnik Miloš Pohole, izvoli. Hvala za besedo, lep pozdrav sem. Zdaj, nedolgo nazaj sem videl z javnosti, oziroma iz medijev, glede zadev te informacijske varnosti pa odsvetovanja uporabe aplikacij TikTok, se pravi javnim uslužbencem zdaj v tujini. Mislim, da je tudi pri nas bil nek tak poziv. Pa me zdaj zanima, a je možnost nekega predstojnika oziroma vodje urada, ki predpisuje, nadzira oziroma skrbi za to varnost, da lahko nekmu posamezniku ali pa zaposlenim v neki organizaciji to prepove uporabo določenih teh aplikacij zaradi suma na zlorabo varnosti, ali to ni možno. Je to zdaj zmeraj samo priporočilo, ali zdaj zakon omogoča tudi prepoved teh zadev. Hvala lepa. Morda še bi jaz, pa potem skupaj odgovorite. Torej, zdaj nisem zasledil obrazložitev oziroma razloga, zakaj se z ministrstva pristojnega za upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov vse skupaj prenaša na pristojni nacionalni organ oziroma Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost in pa v mnenju zakonodajno-pravne službe, ki smo ga tudi dobili posredovanega, tam je navedeno, torej predlog zakona podrobneje ne opredeljuje pojma centralno informacijskega komunikacijskega omrežja in zato zakonodajno-pravna služba torej opozarja, da ker je opredelitev pojma centralno informacijskega komunikacijskega omrežja bistvena za določitev povezanih subjektov, kot ste jih sami omenili, ki jim torej ta zakon nalaga obveznosti na področju informacijske varnosti, je odsotnost, vsaj pravite, temeljne oziroma osnovne konkretizacije tega pojma na zakonski ravni lahko sporna z vidika legalitete iz drugega odstavka 120. člena. Če morda še lahko to pojasnite. Izvolite. Hvala za besedo. Hvala za zelo dobra vprašanja. Ja, se upravičujem, zakaj nisem pojasnil na začetku, zakaj prenos na Urad Vlade za informacijsko varnost. Gre za zelo pomembno zadevo, ki se ji reče ločitev varnostnega vidika od produkcijskega vidika. Večina držav, ki so uspešne države na področju informacijske varnosti, ima področje varnosti v drugem organu, področje uprave oziroma upravljanja informacijsko-komunikacijskih sistemov pa v ločenem organu. Moramo se zavedati, da želja po čim boljši, čim hitrejši digitalizaciji ima vedno tudi zraven, mora potovati zraven tudi varnost. Tega se moramo zavedati. Ampak prihaja med temi, ne bi rekel konflikte, ampak do različnih želj po hitrejšemu doseganju cilja. Zaradi tega potrebujemo nek standardni, konstanten nadzor. Poleg tega, če ste videli zakon o državni upravi, ki je bil že sprejet, določa, da se področje enotne informacijsko-varnostne politike prenese iz MJU-ja oziroma kasneje MDP-ja na pristojno vladno službo, ki to področje ureja in nadzira in tudi usmerja. Gre za ločitev dveh
pomembnih zadev, ki se povezujeta, ki pa morata biti ločena. Kar se tiče mnenja zakonodajno-pravne službe, smo seznanjeni z njim, amandma bo pripravljen, ustrezna razlaga je že pripravljena, je pa prišlo tukaj do diskrepance zaradi tega, ker mi nismo želeli preveč posegati v že veljavno uredbo o informacijski varnosti v državni upravi, ki tudi ne določa omenjenega centralno informacijskega komunikacijskega sistema, se pa strinjamo z predlogom zakonodajno-pravne službe, da je treba to bolj jasno določiti, ker tudi zavezanci, ki bodo določeni, bodo na podlagi predloga Ministrstva za digitalno preobrazbo v 30 dneh po sprejemu zakona, tako da to zadevo bomo z amandmajem uredili. Kar se tiče pa zadev določenih aplikacij, ki jih lahko prepovemo uporabo, oziroma v primeru zadnjih socialnega omrežja TikTok, kjer je bilo priporočeno, da se uporaba omeji, v državni upravi imamo že primere, ko določenih aplikacij ne moremo uporabljati. Gre pa to za sisteme, ki so vodeni, menedžirani, upravljani centralno. Tako v naših sistemih recimo ne morete dostopati do Dropboxa, kjer se odlagajo določene zadeve. Kar se tiče pa TikToka, so pa odločevalci v tej fazi sprejeli priporočilo. Lahko, da bi prišlo tudi od tega, da se predlaga določeno aplikacijo, da se ne sme uporabljati, to bo tudi vodeno iz upravljavskega dela. Kar se tiče pa zasebnih naprav, ki se pa naj ne bi smele povezovati v sistem, ampak smo imeli spremembo pri COVID-u, pa je tukaj ta problem, ki se pojavlja, oziroma bi moral biti tudi na strani uslužbenca, da se zaveda, da ta zadeva ni primerna oziroma ne bi bila dobra za delovanje. Nisem pa razumel, vas pa direktno v TikToku pa ne zanima, ali pa tako. Ne, to pa. Imamo pa že primere takih, kjer smo določeno aplikacijo prepovedali. Hvala. Ker nas je večina tudi uporabnikov torej tega informacijskega sistema, ocena vaša, da se pravi 100% varnosti, seveda nikoli ne moremo trditi, da imamo zagotovljeno, ampak recimo Slovenija v primerjavi z vsaj temi sosednjimi državami, na kakšni ravni ocenjujete našo komunikacijsko varnost, oziroma kako je poskrbljeno predvsem za delo v javni upravi oziroma državni upravi? Če smo po resnici povedano, smo nekaj let zamudili. Mi smo zakon o informacijski varnosti sprejeli še leta 2018, nekatere države so na tem področju že naredile veliko in ti zaostanki se poznajo, to moramo priznati, to je ena zadeva. Zdaj smo mi v procesu sprejemanja implementacije direktive NIS-2, ki nam predstavlja spet določene nove zahteve, ampak za primer vam bom povedal pa med NIS-1 pa NIS-2. Direktiva NIS-2 uvaja po novem tudi pristojnost, oziroma da bodo bistveni in pomembni subjekti tudi iz državne uprave. Moramo se pohvaliti. Mi smo leta 2018 že identificirali državno upravo, organe državne uprave kot zavezance po zakonu o informacijski varnosti. Recimo NIS-2, direktiva, ki bo prišla k nam, ki jo bomo implementirali, predvideva, da države sprejmejo nacionalni načrt odzivanja na kibernetske incidente. To ni nič novega za nas. Mi imamo ta nacionalni načrt za odzivanje na kibernetske incidente že sprejet. Poleg tega krizno upravljanje imamo integrirano. Te stvari deluje. Imamo tudi, kako bi se temu reklo, koordinacijo na področju kibernetske varnosti, ki jo izvaja naš urad, na katerem se glavni deležniki, oba CERT-a, to je sicer CIGO CERT, Ministrstvo za javno upravo oziroma zdaj Ministrstvo za digitalno preobrazbo, SOVA, MNZ in MORS na 2 tedna srečujemo. Te zadeve imamo, ampak menimo pa, da ker se stvar tako hitro razvija, ker tako hitro raste, ker se tako digitaliziramo, tudi načrti Ministrstva za digitalno preobrazbo. Preden sem šel na današnjo sejo, sem videl tam, želimo biti po DESI indeksu 5. v Evropi. Vse te zadeve pomenijo pospešeno digitalizacijo, obenem pa pomeni tudi večjo izpostavljenost na informacijsko varnost. Mnenje pa takšno, vsak evro, ki ga damo v informacijsko varnost, se nam vrne. To je pač dejstvo
in moramo zadeve spraviti na višji nivo in zaradi tega tudi s to uredbo dajemo na višji nivo. Mi smo imeli dobro uredbo napisano, ki se pa ni mogla nadzirati zaradi tega, ker je imela napačno zakonsko podlago. S tem menimo, da bomo dvignili. Kar se tiče pa naše umeščenosti v svet, obstajajo določeni indeksi, estonski indeks Mednarodne telekomunikacijske zveze, kjer nismo med najboljšimi, nismo med najslabšimi, ampak mi odgovarjamo na te indekse, ko nas vprašajo po resnici. Nekateri pa tudi malce olepšujejo zadeve, pa se jim pa zgodi kakšen kibernetski incident, ki pa ni najboljši za njih. Ne. Tako da smo stabilni, določene stvari se bodo dogajale, vidite tudi v medijih je bil zdaj dogodek, ampak na te stvari se moramo odzivati in predvsem moramo delati na dvigu odpornosti. Tukaj pa pomeni tudi v tej uredbi, ki jo bomo kasneje sprejeli na podlagi zakona, nameravamo urediti področje usposabljanja, izobraževanja. To je neka preventiva, da se ljudje zavedajo. Postajajo pa stvari vse bolj sofisticirane. Naše glavne pisarne bodo vse bolj izpostavljene, naši sodelavke, sodelavci na finančnih službah bodo dobivali vse več poskusov prevar, tega se moramo zavedati. Problem je tudi, vi, ko ste tudi del državnega sveta, predstavniki lokalne samouprave. Nekatere občine so majhne, ljudje so obremenjeni in ta moment človeškega faktorja moramo upoštevati. Poleg tega moramo tudi vedeti, v javni upravi imamo določene ljudi, ki so starejši, ki nimajo določenih znanj in to bo treba vse vključiti. Tako da, mogoče se bi malo preširok, ampak hvala. Ker ni več prijavljenih, torej se zahvaljujem za obrazložitev in prehajamo na glasovanje. Predlagam sklep. Komisija za državno ureditev podpira predlog zakona o spremembi in dopolnitev zakona o informacijski varnosti po nujnem postopku. Kdo je za predlagani sklep? Torej, vsi smo za. Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet. V skladu z razpravo bo pripravljeno mnenje, ki bo ga obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pri Državnem zboru, ki bo v petek 14. aprila ob 9. uri zjutraj. Če se strinjate, lahko poročanje opravim jaz. V redu, hvala. Hvala za obrazložitev, lep dan še naprej. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer potrditev zapisnikov 2. in 3. redne ter 2. izredne seje Komisije za državno ureditev. Pisnih pripomb ni bilo, predlogi zapisnikov so bili poslani. Je danes kaj za dodati? Če ne bi prosil, lahko v paketu potrdimo, kdo je za. Torej ugotavljam, da so zapisniki potrjeni. S tem zaključujemo 2. točko, prehajamo na 3. pobude in vprašanja. Pisnih pobud vprašanj ni bilo, danes kaj na seji? Če ne, se vam zahvaljujem in ob 9 pa 5 minut zaključujemo današnjo sejo. Uspešno še naprej. Hvala.